Praznični december. Ponovno smo prižgali lučke, da osvetlimo dolge noči s čim več svetlobe. Napravimo prijetno vzdušje, da bi nam bilo lepo. Kristjani smo še dodali Jezusovo rojstvo, ki nam daje upanje, da je prišla luč temu. Ne bom se spuščal v čas Jezusovega rojstva, kdaj točno se je rodil. Sigurno pa verjetno ne 25. decembra. Lahko rečemo, da se v tem decembrskem času prepletajo različni običaji, tradicije. Svet je postal majhen, mnoge kulture, tradicije narodov so se pomešale. Postali smo zmedeni, kaj še naj sploh praznujemo, da ne bomo užalili drug drugega. Ne glede na ves ta miks, pa je resnica ta, da si vsi želimo, da bi nam bilo lepo. Želimo narediti vse, da bi se počutili dobro, da bi nam bilo prijetno v duši. Toda eno so naše želje in drugo realnost našega življenja. Zaradi tega nekateri ne marajo praznikov, ker prikazujejo neko zunanjo lepoto, realnost v človeških srcih pa je drugačna. Prazniki so večkrat kot maske, ki zakrivajo realnost našega življenja, ali sredstvo, da pobegnemo za nekaj časa v nek pravljični svet. Za praznike so vedno naša čustva vznemirjena v pozitivno ali negativno smer. Čustva so po svoji naravi lepa, močna, vendar pa lahko tudi slepa moč. Če delujemo samo po svojih čustvih, bomo odvisni samo od lepih trenutkov. To pa je nevarno, saj je življenje sestavljeno iz lepih in tudi težkih trenutkov. Hrepeneti samo po lepih trenutkih velikokrat deluje sebično in egocentrično. Včasih smo si sami krivi, da se počutimo osamljene, ker vidimo samo sebe. Kaj je pomembno za mene? Kaj lahko samo jaz pridobim? Lahko nas začne prevzemati duh prazničnega časa, ki uničuje. Prazniki kot lepe zunanje maske v srcu pa bolečina, praznina nas izčrpavajo, lahko celo uničijo. Človeka ne morejo izpolniti, osrečiti prazniki, ki so usmerjeni samo v zunanji blišč, brez vsebine. Odložimo maske blišča v praznikih. Soočimo se z resnico. Človek je z Božje strani zamišljen in ustvarjen, da živi za resnico. Ampak v svetu neiskrenosti je človeku to težko držati. Raje se skriva za raznimi maskami. Človek je veliki skušnjavi, da beži od resnice in skriva svojo pravo stanje. Velikokrat se ne zavedamo, da se sami začnemo zatekati v osamljenost. Ko se bojimo priznati resnico o sebi, o svojih slabostih, omejitvah, razočaranjih, se želimo skriti pred drugimi in si nadenemo maske. S tem pa v bistvu zavajamo sami sebe.
isto delamo v odnosu z Bogom. Pred njim se skrivamo ali pa si nadenemo maske tradicije, običajev ali nevere. Bogu se nihče ne more skriti. Zato je dobro, da čim prej snamemo maske in spoznamo resnico, ki nas bo mogoče v začetku bolela, toda potem osvobodila. Resnica o Jezusu. Zakaj se je rodil? Bog namreč svojega sina ni poslal na ta svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Jezus se je rodil, da bi rešil svet, človeštvo. To je bistvo njegovega rojstva. Če to ne vemo ali ne verujemo, se bomo morali soočati z resnico, da bomo nekega dne obsojeni za svoje grehe in večno pogubljeni. To je del resnice, ki boli. Drugi del pa prinaša svobodo, da je bil Jezus pogubljen, obsojen za naše grehe, da bi mi lahko bili rešeni, svobodni. Človek je grešnik, ki ga Bog ljubi. Najgloblja resnica o človeku je, da je grešnik, ki pa ga ljubi Bog. To je prava resnica o nas. Če želimo biti iskreni do sebe, se moramo soočiti z resnico, da smo grešniki. Vsak dan grešimo in delamo neumnosti. Nekaj zla napravimo zaradi svoje zlobe, nekaj pa zaradi svoje nevednosti ali vpliva drugih. Seveda, pa to ni celotna slika o človeku. Na eni strani smo grešniki, na drugi pa smo Božje stvarstvo. Bog nas je ustvaril, pomembni smo, dobro je, da obstajamo, bogatimo ta svet. To spoznanje je pomembno, kajti tako se lahko na pravi način soočimo z negativnimi stvarmi v življenju. Hote ali nehote, mnoge stvari potiskamo v podzavest. Kar potiskamo v našo podzavest, postaja naša senca, moč, ki ima negativni, grešni ali pozitivni vpliv na naše življenje. Zato je Jezus prišel umreti za negativni, grešni del v nas, da v Jezusu lahko prejmemo odpuščanje, ko ga sprejmemo za odrešenika in se pokesamo za svoje grehe. Prišel pa je tudi, da nas uči živeti zmagovalno življenje nad grehom, negativnimi, uničujočimi stvarmi v življenju. Želi, da živimo v njegovi moči, neodvisni od okoliščin. Božja resnica je ta, da nismo nikoli sami. Bog se ni mogel na bolj razumljiv način približati človeštvu kot v Jezusu Kristusu, da bi nam povedal, da nismo sami. Sprejmimo to resnico. Dajmo praznikom pravo vsebino. Če praznujemo Jezusovo rojstvo samo kot družinski praznik, tradicijo, trenutke z dobro hrano, potem se moramo vrniti Bogu. Potem ni čudno, da so tolikokrat prazniki, trenutki velike osamljenosti. Ko je Jezus začel javno delovati na zemlji, beremo o njem. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško
kraljestvo. Najbolj preprosto povedano, kaj je Jezus mislil, spreobrnite se, je naj se obrnemo nazaj k Bogu. Spreobrnenje se začne najprej na intelektualni ravni. Ko slišimo resnico, se moramo odločiti, da jo sprejmemo. Spreobrnenje se najprej začne v naši glavi oziroma v našem načinu razmišljanja. Kaj človek največ razmišlja? To začne utelešati v naših čustvih. Kar razmišljamo, deluje na naša čustva in delanja zaključkov, na podlagi katerih se odločimo za dejanje. O čem razmišljamo, ko govorimo o Jezusovem rojstvu? Dobri hrani, darilih, to je v redu. Ali pa kako smo osamljeni, nikomur ni mar za mene. Ali pa zakaj se je rodil Jezus? Kaj je storil za nas? Kaj nam ponuja? Ne dovolimo, da nas vodijo samo čustva, temveč razum, ki je v skladu z Božjo resnico. To včasih pomeni izključiti sebične interese in se odločiti za tisto, kar je pomembno povsod in za vsakogar, ne le za mene, prav zdaj. Da lahko gradimo zrela stališča, samozaupanje nam želi pomagati Bog, ki sprejema in ljubi vsa svoja bitja. Največji razlog za veselje je dejstvo, resnica, da je Bog prvi sprejel nas. Ni nam potrebno nositi mask. Naj bo praznični december resnično prazničen v naših srcih. Amen.